Ne šolaš se, nimaš službe, ne znaš kuhati, nočeš pospravljati, nimaš punce, nimaš prijateljev, ne družiš se, ne hodiš ven, star si 24 let. Takole je, sine. Jutri se boš odselil v stanovanje od stare mame, da ji Bog da mir in pokoj. Prasici. Stanovanje je prazno, študente sem ven fuknil. Preživljal te bom 3 mesece, preden boš pritekel nazaj in prosil za še. Ampak ne. Kat. Jasno? 3 mesece. Stanovanje, žepnina, hrana. A sva zmenjena? Jebi se. Jebi se ti. Mislim, da sem čist zmožen popolno živeti samostojno. To je prva stvar. Druga stvar je, da imam ful kolegov, ampak mi grejo na kurac, zato se ne družim z njimi. Tretja stvar je, da nimam punce, ker ni nobene pametne. Einstein. A pa si sploh že kdaj s kakšno... Kako to misliš? Če si že kdaj kakšno... Povej. Pa povej, pizda. Če si že kdaj kakšno fukal. Zakaj je to pomembno? Skrbi me zate. Moj sin si. Mora me skrbeti. Sploh veš, kaj je tole, recimo. Veš, kaj je to? Ližeš simbol za zmago. Dobro, narobe obrnem, lej. Takole si predstavljam. Noge dolge. Noge. Ja, saj sem se hecal. Cesta, noge. Hecal sem se. Prečka. Žemeljca. Ok. Ja. Jasno. Tu v bistvu počneš samo zato, da bi daš žgal mamo tako brutalno, pa da ne bi jaz nič slišal, ne, tega te je strah. To si pa tako želim. To je pa takole, lej. To je pa takole, lej. To je pa to, lej. A vidiš? Sploh ne dosežem več. Pa zelo težko se obrača. Ne? A to je mama kao, ali kaj? To je računalniška simulacija. Luka, kaj dogaja? Kako si človek? Kaj dogaja? Daj roka, evo, kako si? Super, a kaj? Pijo 100 let se že nismo videli, ali pa saj ne vem kaj. Ne, jaz sem te videl pred včerajšnjim v trgovini. A res? Ja. Pa nisem te videl. Zgaj me nisi pozdrav. Ja. Ti, kaj dogaja, kaj je drugačno? Gremo v stanovanje, tako da sem ujel pri vhodu v stanovanje. Tukaj zdaj živiš? Ja. O,
Lepa. Evo, še imam torbe s sabo, gdje se selim not. Kaj imaš kakšnega cimra? Ne, sam sem. Zanimivo. Ti veš, kva sem mislil, ne? Danes je ena žurka, veš? Okej. A priješ? Ne. Bi šel? Ja. V glavnem pač, jaz imam bus še tako ob 7. Okej. Pa mi je ful prav prišlo, no, tako, da bi jaz prespal po tebi. Če možem. Tako. Ja, tako timing ni glih najboljši, ker se glih selim not in imam še torbe in A ja, pa saj vse to v boš. rasulu. Jaz sem prišel tako ob ene 4, 5 zjutraj, Ja, veš tako. sam to je kar ene par stvari, torbe in škatle in sesavc in... Pa saj moraš tek narediti to, a veš. Pa bo že, zdaj tem samo malo spodbudo, a veš, pa tako. Okej. A? Okej. Ja. Okej. Oh, fuck, Ja. lepa, še enkrat roke, ej. To, daj pa iti na te volitve, no, pač ne predsedniške, kdo kaj zdaj, pač vlade. Ja, v redu je. Dej, tem volu, stari, ni dej. panike. Imaš kakšno listo, stari? 2 lista imam. Ajde. Lepa. Hvala ti, poželim. Škam, odi se mi. Okej. Okej, Štima. ajde, hvala ti, hvala. Danes je petek, oziroma bolj znan kot dan, ki označuje novo poglavje v mojem asocialnem življenju in prav tako začetek dokumentiranja mojega življenja. Zakaj bi to sploh počel? Ne vem. Razmišljam na glas. Razmišljanje na glas, evo. Še en razlog, zakaj bi tole počel. Pač snemanje dnevnika, namesto da pišem, ker se mi ne da. Zdaj pa moram iti v trgovino. Kar me spomne, lahko bi povedal kaj na to temo, torej o hoji v trgovino. Zakaj ljudje hodimo v trgovino? Zato, da kupimo hrano. Ok, slab začetek. Saj bo. Luka! Matjaž! Oh, fuck, kje si ti? Spet sem! Še enega. Oh, fuck, Piko. Long time no see, a? Kako si, mislim, si še med živimi ali kva? Ja, evo, a? Zgleda tako. A veš, da si eden od redkih, ki se po gimnaziji nismo več tako videli od sošolcev. Resno. Ok. Kaj pol? Mislim, zakaj si tak, po domače rečeno, fag? Zakaj nisi več poklical pa to? Bi, v bistvu bi, sam nimam cifre tako od nobenega. Ja pa, okej, pač, daj ti dam cifro, boš poklical ali kaj? Sej cool. Kaj se je kul? Ja pa daj ti meni moje, pa mi jaz tebe poklical. Mislim, se lahko tam jaz tvojo cifro men, pa pol, ko pokličeš, se slišva. Ali pa jaz, če tebi dam svojo. Mislim, tvoja cifra. Pa kaj, Piko? A si v redu? Lej lojtrto. Mori mi, ko imaš očala gor. Kako to misliš? Pa jih lahko daš dol. Zakaj videl pa dol? To je samo moj Ker stil. te ne morem gledati v oči in pol sploh ne vem. Sem me glej pa je to. Jaz imam en velik problem s sončnimi očali. Sam jih ne nosim in nimam nič proti njim, ampak ko koga srečam, da jih nosi, imam vedno pretirano željo po tem, da jih da dol. Ker se vmes toliko poskušam koncentrirati, da vidim tvoje preklete oči, da se sploh ne morem koncentrirati na sam dialog. In na to ne morem delovati. Ne vem, mogoče sem jaz. Samo jaz tak, ne vem. Ja, sam ne morem te gledati tam, ker tam ni nič, sam luknje so. In kaj, ne te gledam v nos ali... Ne, lej, lej. V te dva kroga tam na me glej. Veš, se tukaj imam oči zadaj, sam pač so špegli čez.
Lej, sam tole nared, sam tole, lej to. Wow, pa so že dol, in se lahko normalno pogovarjamo, sam tole. Ne, lej, stari, res ne dajem dal špeglov, no. Enkrat mi je babica umirala. Na kolenih. Na mojih kolenih. In takrat mi je rekla, Matjaž, sam še enkrat bi rada videla tvoje oči. In sem sam rekel, babi, lahko noč. Ok, to je malo bolano. Kako se vam tole zdi, Precej prijetno, kaj ne da? Takole lahko recimo gledam kakšni punci v dekolte in to je v bistvu edini razlog, zakaj bi nosil sončna očala. Ampak to sem samo jaz. Oseba kot takšna, kot sem. Jaz. Lej, dej, ti dam jaz cifro, pa me poklič, ki seš malo zbrihto. Lej, tudi tak dan je, tudi jaz se malo razfukam pa to, no. No, dej, ajde. Jesus fucking Christ. Nič 4 nič, Nič 4 nič? 5, 7, 8, Ok. 2, 9, 9. Ok. A imaš? Ne. Zakaj pa ne? Nisem zastonj povedal, da mi prijatelji grejo na kurac. Pravzaprav, v bistvu, sploh nisem asocialen. Sam ne poznam pravih ljudi. To je. Tako je bolj pravilno povedano. In glih ko pomislim, da sem srečal prijatelja, ki mi je bil celo všeč v srednji. Lega tega! Od srednje šole te že nisem videl, legenda. Kaj zdaj? Ja, danes mi je to že 6 ljudi reklo v bistvu. In? Kak si kaj? Dobro, glih sem se Jaz preselil. sem kar slabo drugač, veš? Mislim, da sploh ni treba razlagati, kaj je tukaj vse narobe. Kaj narobe? Ma nočem sploh govoriti o tem, res. Ok. Veš kaj, se itak moram Punca me je pustila. Kera. Simona, kjera pa? Iz našega razreda? Ta, ja. Wow. Posta bila res ful dolg skupaj, če sta še takrat začela, ali kaj. 5 let. Kdaj te je pa pustila? Pred letom pa pol. Sorry. Ka ni to tako, da furaš safer pač par mesecev, pa je to to? Si že bil kdaj ono res zaljubljen? Ever. Si že bil kdaj? Enkrat. Ena punca mi je pa res bila všeč. In sem si kar zadal, tale punca bo moja. In takrat sem bil pogumen, bolj pogumen. In ko rečem pogumen, sem bil precej fucking pogumen. Danes. Bleh. Kaj počneš nocoj? S fantom se dobim. Jebi se. Mogoče sem pa imel samo tako napačne pristope pri puncah. In tisti trenutek je bil precej pomemben za to, kakršen sem danes. In za moje trenutno življenjsko stanje. Mogoče pa pretiravam. Sam pizda, ko te odbijajo non-stop! Dej, gremo tja do mene, pa ti bom vse detaljno razložil, no? Ma ne, kad sem jaz lačen in sem mislil, jaz sem glih tam šel. Tamle, nisem doma, lej. 50 metrov, minutka 2. Takoj sva tam. Ja, ampak to je glih kontrasmer, ti si tam, jaz pa moram iti tam. Ne, se ni važno, mislim, lej, boš pol jedel, ne? Najprej bom pa zdaj to razložil, ne do konca mende. Pa sej, kaj pa imaš za razložiti? Začela sta, prekinila sta konc. Ja, lahko si sam želim, da bi bilo sam to. Veš, koliko je še teh faktorjev v ozadju? Koliko enih dejavnikov? In stavno tudi moram vse natančno opisati. Tukaj sem takoj doma. Jaz raj vidim sebe, da ne bi šel, no. Kaj pa, tukaj sem čist bliz. Pa te greva, mislim, pa kaj imaš, zakaj ne, mislim, ne razumem, ne vidim poante, mislim, zakaj ne. Ja, Tukaj ne, sej, jaz sem
minutka, dve, no, zastopiš. Mislim, ne vem, kaj je bližje, ne vem, kaj smo bližje. Veš, kaj mislim? Vmes sem pa pozabil, da je ni kot reči ne, kot če bi posiljevalcu rekel ne, medtem ko te posiljuje. Pač ne bo nehal. Pel sem jo na biljard, na ročni fuzbal. Ne vem, je rekel, ne, meni to ni. Sem rekel, pa se už navadila, pizda, ne more ti v prvo pač ratati, ne vem. Pa ona bi morje. Kako morje, lepo te prosim. Pa ne sanje bi v morju, pizda, doma je pa bajto tako, kopalnica je taka stari, da lahko iz bojlerja skače v bano, če hoče. Vsak dan sem jo pela na kosilo, sva jedla usliča, krompirjevo solato, ne vem, pač ni da ni, razumeš. Ampak kaj mi ni jasno, nič ni dosti. Več jim daš, manj bi imele, ne vem. Tik te imam rada, tik te imam rada, zmuta je bila, veš kaj je muta. Enkrat sem zasral z njeno mlajšo sestro. Kik teta, tik ne moreš, teta, ne vem, a razumeš, mislim, kaj ne morem, mislim, zakaj njej ne težiš, ona se pa lahko z mano žvali, a me razumeš? Ne čutim več do tebe, tik ko prej, ne vem, tik ko prej, nekaj pizda, nekaj mi to delati, razumeš, nekaj mi to delati, nekaj. Tik ja, grta dolta. Res, da se ta psihofizična konstelacija posameznikov, sploh v odnosu, odraža v različnih situacijah dosti drugače, kot bi, recimo, nas pač partner pričakoval v tem primeru, ne. Pust me. Samo umrl bi rad. Ljudje se včasih ne zavedamo, ko prekinjamo nekoga med pogovorom, ker naše stvari so vedno najbolj pomembne in sploh ne znamo poslušati. S tem, da moje stvari so najbolj pomembne, dost pomembne in ker nimam lajfa, posledično tudi nimam kaj za govoriti in zato nič ne govorim, nič pomembnega. Legenda, care, fak, hvala ti res. Tole pa je za tale flet, okej. Cool, sam timing je pač tako slab, ampak bova že preživela, ne? Vidim, da si kar pospravil, ne? Ti dal dosti časa. Ja, sam imam tukaj boš spal. Tele. Grem ti sam po stvari, no, da boš... Ej, hvala ti res, no. Še enkrat, ej. Jaz sem se odpravil spat že prej, tako da... A se moraš zgodaj zbuditi? Ne, jaz imam ful časa, nekaj pol popovdne. Kaj pa? Okej, dobro. Jaz ti bom pustil ključ v vratih, tako da če boš hotel iti prej pekt, pa pustil odklenjeno, pa se vidva, no. Okej, vrla. Ej, hvala ti. Car legenda. Fajn spi. Kaj pa je? Ma, raj bi v tej sobi spal. Zakaj? Da nam v uni sama, veš. V čem je problem? Tako ponavad spim pri mami pa fotora, veš, v sobi. Pa tako, da ne bom sam tle. Tukaj ni glih placa, no. Glej, tle lahko se dam deko, pa bom na tleh. Okej. Sicer ne vem, kako to točno deluje, ampak če si kot jaz hočeš, da tvoj gost gre čim prej stran, nič svakog gosta 3 dana dosta, takoj, zjutraj, takoj, ko se zbudiš, obleke gor in greš. In ne, da moram jaz to govoriti, to mora biti podzavestno jasno. Ok, zbudil sem se, sedaj se bom oblekel in bom šel naprej, ker motim mojega gostitelja. Ej. O, dobro jutro, si že vstal. Veš kaj, sred članka sem lih, no.
Ko se lahko oblečeš? Ne, fajn sem. Toplo mi je, ful. Če se lahko oblečeš, ker moramo iti. Ja. Veš kaj, tole bi prebral, no, pa bi raj, da ti prideš nazaj, veš, te tle počakam. Jaz raj ne bi tako. Meni ni problem, no, res. Ok, tako da se zamenjamo. Jaz bom šel, bom pustil ključe v vratih, ti, ko boš šel zaklen, da jih ključe v kaselc in to je to. Ok, važi. Veš kaj, kosmiče sem jedel, pa je izmanjkalo mleka, no. Lahko ti grem iskat v štecuno, daj mi samo malo denarja pusti. Bom jaz vzel mleko, ti sam pejt. Ok. Tole ti lahko pustim v umivalniku, ne? Ja, sam pejt. To. Hvala ti. In me fotor sprašuje, zakaj sem asocialen. Pač, enostavno je, sovražim svoje prijatelje. Iz srca. Čeprav prijateljice so pa druga stvar. Luka! Kaj zdaj? Čau. Se me še spomniš? Moja bivša. V srednji sva bila 3 mesece skupaj, tam nek. Pol me je pustila, zaradi tipa, ki mu je bilo ime Samir. Tako kot Amir, samo da je še S spredi. Tole je moj fant Jure Luka. Luka! Ali pa tudi ne? Imaš punco, Luka? Fak, no, spet smo tam. Ne. Kako bi ti bilo, če bi jaz tole naredil, tvoji punci? Ljubosumni fantje. Največji virus poleg AIDS-a. En na svet. Če objamem tvojo punco, to ne pomeni, da jaz hočem poriniti svoj v njeno in jo in na to dati svoj ven iz njene v njeno in ta in obračati ta tako, da ji bo pršlo. Ali pa tole. Ali pa tole. V redu je, Jure, vem, kaj misliš. A bo, Kaj? da se v prihodnje več ne boš takole dotikal moje punce. Obljubim, Jure, nikoli se več ne bom dotaknil v življenju, a? Kaj praviš? Sva zmenjena? Ok. Eva. In po naključnih dejavnikih tistega dne sva pristala v posteli. Ja, tudi jaz znam biti tak včasih, pač porint kakšni punci, nekaj v neki. Ampak je redkost. In pol me fotor sprašuje, kaj je tole. Naj on meni pove, kaj je tole. Jaz tudi ne vem. Kako dolgo sta vidva bila zdaj skupaj? Nič. Kakšne 3 mesece. Še midva sva bila dlje. Kaj, 3,5? Ja, tako nekako. A to zdaj pomeni, da sva midva na novo začela? Ne. Ja, dobro, sej tudi na tole se lahko navadim v bistvu. Ne se, ker se ne bo več ponovilo. To si tudi v srednji povedala, pa dej najo zdaj. Ok, no, to imaš pa prav. Nikoli ne reci nikoli. To si dobro povedala. Mislim, jaz sem to povedal. Ja, nič, greva spat? Ja, lahko noč.
Imam nek občutek, da se bom na tole novo življenje v bistvu z lahkoto navadil. Ja. Lahko noč.